Derbi kroga in dvoboj dveh vodilnih moštev prve lige je potekal v domžalskem športnem parku. 8 tekem, 8 zmag za Domžale, Olimpija pa je prav tako še vedno neporažena, na svojem računu pa ima tudi 2 remija. Prva akcija tekme pripada Domžalam, to je bil nevaren poskus od daleč, meril je Anef, na pravem mestu pa vratar Olimpije Šeliga. Prva akcija tudi za Olimpijo, od daleč je meril Omladič, tokrat je stresel le vratnico, izjemen strel Omladiča. Vratnica je tokrat rešila domače nogometaše, še ena priložnost za Ljubljančane, izjemna obramba Vidmarja, ki je žogo uspel odbiti, nato pa so gosti želeli 11 metrovko, padel je Šporar, na koncu pa prejel le rumeni karton zaradi simulacije. Še ena akcija Olimpije, to pa je bil prekršek za 11 metrovko, padel je Šporar, prekršek je storil Korun, žogi je stopil Omladič, ampak izjemni Vidmar se tokrat ni dal premagati, še na 9. zaporedni tekmi je svojo mrežo še naprej ohranjal nedotaknjeno. Potem priložnost za Ljubljančane, na golovi črti je žogo zadržal Vidmar, drugi polčas in velika priložnost za Olimpijo, streljal je Delameja Mlinar, Vidmar je žogo spet izbil kot v nasprotni akciji, na drugi strani pa priložnost za Veljka Simiča, ki je bil sam pred golom, z levico je streljal mimo gola. Še prosti strel Zajca, ki je končal nekoliko previsoko, tekma se je končala, na koncu delitev točk v domžalskem športnem parku, Domžale Olimpija 0:0. Ja, kot ste dejali, uspelo nam je zdržati to 0, ampak gledano z vidika ekipe ne smemo biti zadovoljni, predvsem prvi polčas nismo bili ta pravi in preveč smo pustili igro na strani Olimpije. V drugem polčasu smo to popravili, ampak bo treba na naslednjih tekmah pregledati zadeve in odigrati 90 minut na takem nivoju, kot v drugem polčasu smo bili na trenutke boljši nasprotnik. Ja, vsekakor ena težka tekma je za nami. Veliko priložnosti smo si preigrali v prvem polčasu, par čistih priložnosti, bi lahko temu rekel tudi 11 metrov, ko smo zgrešili. Žal, v drugem polčasu smo mogoče malo padli v sami igri, to se je tudi poznalo na zelenici, ampak na koncu je 0:0, spet v zadaj, jaz pravim, nismo dobili gola, to je tudi pohvalno za nas obrambne igralce. V sredo imamo novo težko tekmo, tako da gremo v sredo na zmago in da probamo popraviti ta vtis.